Akademska folklorna skupina Kulturno-umetniškega društva Študent letošnjo leto že 48. leto zapored pripravlja celovečerni koncert tukaj v veliki dvorani SNG v Mariboru. Letos kot Evropska prestolnica kulture smo se odločili, da smo že premiero uprizorili v Velenju in prav veseli smo, da so nas drugod tudi veseli in nas povabijo v gostem. Želimo si, da bi ta dogodek ostal tradicionalen tukaj, ampak žal finančna sredstva so v letošnjem času, v sedanjem času zelo okrnjena in se bojimo, da se bomo morali predstaviti na kakšen drugi oder, ampak želje pa nam je, da ostanemo tukaj. Akademsko folklorno skupino Študent sestavlja okrog 80 članov. Danes boste videli vse te člane, tako plesalce, pevce, glasbenike na odru v SNG-u in verjamem, da bo prireditev za vse tiste, kateri jo bodo si prišli pogledati, neka nepozaben dogodek za naprej. 48. celovečerni koncert Akademske folklorne skupine Študent si je letos za svojo iztočnico vzel izume 18., 19. in 20. stoletja in to na hudomušen način uprizarjajo tudi plesalci na odru, torej od parne lokomotive do ladijskega vijaka, do vžigalice, do tudi poštne znamke, vse to smo vpletli v različne plese različnih slovenskih pokrajin. Na odru bo nastopilo preko 50 plesalcev in tudi več kot 10 glasbenikov in smo tudi prva slovenska folklorna skupina, ki bo uprizorila na odru plese iz dokaj skrivnostne istrske pokrajine Čičarije, ki ne obsega samo slovenskega ozemlja, ampak tudi del Hrvaške, ampak seveda tam živi tudi slovensko prebivalstvo, tako da je celovečerni koncert, tako kot vsako leto, naš seveda poslastica za oči in ušesa. Na odru je moč videti tudi različne barvite kostume iz vseh slovenskih pokrajin, seveda vsaki poseben, vsaki ročno izdelan, izdelujejo naše plesalke, seveda pod budnim mentorstvom različnih strokovnjakov, ki raziskujejo oblačilno dediščino in poskušamo se čim bolj približati originalu, tako da smo neke vrste živi muzej. Slike v času, naslov smo izbrali v bistvu, ker vsak izum, vsaka koreografija predstavlja določen trenutek v življenju ljudi, svojevrstno sliko, kot da bi fotografirali in bi imeli sliko in bi rekli, aha, to smo pa ujeli zdaj v fotografijo, torej utrip časa. In na koncu res zaključimo vse za sliko, dobesedno, z fotografijo, izumom 19. oziroma konec 19. začetka 20. stoletja. Takrat so v bistvu razvili prvo fotografijo, bila je tudi posneta in to je naša zaključna točka, torej skupinska fotografija. Upam, da tudi bodo gledalci navdušeni in da nas bodo prišli še kdaj pogledati.